praznuje podjetje BSC. Nihče ne ve, kaj zares počnejo, ampak važen, da oni to vejo. Pa je, da kar orang se grejo, karkoli že povejo podjetju BSC. Mi vam pripravimo poročila, da se bo regija boljš razvila in bo evropska sredstva dobila. To zrihta podjetje BSC. Za vas že 30 let pripravljamo kompleksne grafe, tabele, pomagamo občinam, ki pomoči so naše vedno vesele. Vas peljemo čez razpise, da čim več keša dopise. Za vas to zrihta podjetje BSC. Tu smo že 30 let, utojimo, hodimo na sestanke, delamo dan in noč, vse za naše gorenjske stranke. Nismo obupani kože, skupaj nam vedno gre boljše. Zato praznuje podjetje BSC. Danes jim rečite hvala, kar agencija je dala. Vsem vam praznuje podjetje BSC. Hvala lepa. Hvala lepa. 3 omare, dame in gospodje, še en aplavz za naš hišni bend. Na bobnih Mare. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, župani, dragi gostje in prijatelji BSC-ja ter vsi zaposleni, lepo pozdravljeni in dobrodošli na 30-letnici regionalne razvojne agencije BSC Kranj. 30 let, to ni malo, to je že kar resna zveza z gospodarstvom, razvojno politiko in Excel tabelami. Če pogledamo v zgodovino, bomo videli, da je leto 1995 bilo res dobro za ustanovitev podjetij. Leta 1995 je začel javno delovati Amazon. Leta 1995 je bil ustanovljen eBay. Leta 1995 je bil ustanovljen Pop TV, se pravi, izjeme potrjujejo pravilo. Uvodna pesem nam je pokazala, gospe in gospodje, da bo dogodek čustven, svečan in da vsem še vedno ni čist jasen, kaj BSC v resnici počne. Ampak, če sklepamo potem, koliko pomembnih ljudi vidimo danes v dvorani, lahko rečemo, da od predstavnikov ministrstva do županov, potem BSC počne nekaj zelo dobrega in koristnega. Saj za ministre in župane, seveda. Spoštovane in spoštovani, želim vam, da v nadaljevanju dneva uživate v programu, se nasmejete, kaj novega izveste in skupaj z nami praznujete častitljiva 3 desetletja.
Sedaj pa pred mikrofon na samem začetku vabim namestnika generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj, gospod Marko Drofenik, prosim, izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo. Spoštovani gospod direktor, spoštovani župani Gorenjske razvojne regije, spoštovani direktorji, direktorice, bivši zaposleni, gospe in gospodje. Veliko veselje in čast mi je, da sem danes ob tem jubileju z vami, da lahko delim te trenutke. Na začetku moram opravičiti ministra, doktorja Aleksandra Jevška, ki se danes nahaja v Črni na Koroškem, ker imamo obisk Evropske komisije, vsi vemo zaradi čega, upamo, da se ne bo ponovilo, tako da se boste morali zadovoljiti z mano. Glede na to, da je bilo podjetje ustanovljeno že pred dobrimi 30 leti, kot podpora razvoju lokalnega gospodarstva, verjetno ni nihče pričakoval, da se bo podjetje razvilo v tako obliko in da bo tako uspešno. 4 leta po ustanovitvi vašega podjetja je bil napisan namreč prvi zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je v bistvu že določal tisto, kar ste vi do takrat že počeli. Z leti se je ta zakon dopolnjeval, nalagal vam vedno večje naloge in tako naprej. Tako da sedaj je vaša naloga ta, da v bistvu že pripravljate, izvajate razne projekte iz regionalnih razvojnih programov in projekte tudi izvajate, sofinancirate in skrbite za vse tiste Excelove tabele, kot je povedal prej gospod napovedovalec. Zdaj, kaj se dogaja trenutno? Vemo, da Razvojna agencija sodeluje pri nas pri izvajanju dogovora za razvoj regij. To je en večjih projektov. V prejšnji finančni perspektivi smo z vami skupaj izpeljali 25 projektov v skupni vrednosti 70 milijonov evrov, pri višini sofinanciranja dobrih 35 milijonov evrov. V tej finančni perspektivi, ki se je malo pozno začela, ravno potekajo v bistvu teritorialni dialogi. Mi smo imeli sestanek ravno v ponedeljek, lahko ugotovim, da od 21 projektov je že 16 potrjenih, torej že podpisanih, 5 jih je še v pregledu, ampak glede na situacijo in pregledano stanje se ne bojimo za izvedbo vseh teh projektov. Glede na to pa, da pokrajin nimamo, pričakujemo, da bi z zadnjo oziroma s predlogom spremembe zakona o spodbujanju regionalnega razvoja dodelili večjo vlogo tako regionalnim svetom, torej regijam, kot tudi razvojnim agencijam, ki izvajajo naloge na posameznem področju. Skratka, želimo v nadaljevanju prenesti več odločanja na regijo in tudi samo izvajanje teh projektov. To, kar se zdaj mi ukvarjamo, bi v naslednji finančni perspektivi naj izvajala sama regija. Še enkrat vam ob tem jubileju čestitam, želim veliko uspehov in veliko izpeljanih projektov. Hvala. Hvala lepa, gospod Drofenik, za vse te besede, gospe in gospodje. V nadaljevanju pa na oder vabim današnjega gostitelja, župana mestne občine Bled, gospoda Antona Mežana. Prosim. Spoštovani predstavniki današnjega slavljenca, torej BSC-ja iz Kranja, spoštovane kolegice in kolegi iz lokalne in državne politike, spoštovane zaposleni, spoštovani vsi, ki ste prejeli vabilo in ste danes tukaj, dober dan in dobrodošli na Bledu. Jaz sem vesel, da se je BSC odločil, da bo tole praznovanje izvedel tule na Bledu, na tem odru, ki je praktično gostil že marsikoga od začetkov slovenske popevke. Prve popevke so bile tule, do prvih jazz festivalov. Tule so nastopili mnogi od Tilna Artača naprej, tako da verjamem, da je tale oder zagotovo pravi, da bi lahko pogostil tudi vašo 30-letnico.
30 let to je ena doba, ko je človek pri tej dobi že, če ima 30 let, seveda že ravno prav lahko zrel za kakšne velike izzive, po drugi strani pa dovolj moder, da ne dela kakšnih naivnih začetniških napak. In slišali smo, ja, marsikdo ne ve, kaj ta BSC sploh dela, in vsak je na koncu zadovoljen, če je izpolnjena prav vsaka tabela in tako nekako. In jaz sem se prvič srečal z BSC-jem, lahko rečem, kot občinski svetnik leta 2006, potem pa tudi kot samostojni podjetnik, ko smo pripravljali skupaj projekt Grajska poroka še z nekaterimi partnerji. In ja, takrat pa res tudi meni ni bilo nič več jasno, čeprav sem na začetku že mislil, da mi je, kajti toliko tabel, toliko vsega in brez pomoči BSC-ja zagotovo naš projekt takrat ne bi uspel. No, seveda na koncu je in to je bila kar ena taka mala šola BSC-ja za mene, če tako rečem, da sem videl, kako vse skupaj izgleda, kaj se počne in koliko je konec koncev nekih Excelovih tabel in podobnih, da se na koncu pride do nekih sredstev in tudi seveda, kar je najbolj važno, rezultata na terenu. Jaz vam želim vsem skupaj danes prijetno druženje tule na Bledu. Upam, da prihod na Bled ni bil kakšen test za vaše živce vezano na relacijo avtocesta Bled. Predvsem pa želim, da se tule sprostite in da bi se seveda še vedno radi vračali v sezoni, izven sezone, kadarkoli, vedno dobrodošli. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu za navdihujoče besede. Zdaj razumem, na Bledu je vse mogoče, razen parkiranja. To ostaje pa mit, tako pravijo. Menda, če si na Bledu z avtom, imaš dve varianti. Parkiraš v Kranju in greš na Bled peš, ali pa prideš z avtom na Bled, prodaš avto, pa greš na sladoled in pijačo ob jezero, pa ti zmanjka še par centov. Če agencija BSC pridobi sredstva za napredek v občinah, potem je naslednji govorec tisti, ki ima univerzalni ključ, pa tudi škarje za občasno rezanje slavnostnih trakov, pa naj bodo to nove kolesarnice, nove klopi v parku. Dame in gospodje, na oder vabim župana mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca. Prosim. Ja, spoštovani vsi skupaj, predvsem cenjeni direktor BSC-ja, dr. Jure Meglič, drage kolegice, dragi kolegi, spoštovani gostje. Če želiš iti hitro, pojdi sam. Če želiš priti daleč, pojdi z drugimi. In na Gorenjskem smo in bomo hodili skupaj, ker kot pravi afriški pregovor, bomo le tako lahko prišli daleč. BSC Kranj je organizacija, ki je prišla daleč. Lahko rečemo 30 let daleč. Zakaj? Ker z njo hodimo skupaj. Ko praznuje organizacija, ki že 3 desetletja povezuje, podpira in soustvarja razvoj naše regije, je to več kot samo obletnica. Je poklon skupnemu delu. Poklon ljudem, ki verjamejo v moč sodelovanja za skupno prihodnost. BSC ni zgolj pisarna, kjer nastajajo razvojni dokumenti. Je inštitucija, ki že 30 let dokazuje, da se tudi v naši regiji lahko pišejo velike zgodbe. Skozi stotine projektov je BSC gradil mostove med občinami, med podjetji, med javnim in zasebnim sektorjem in predvsem med ljudmi. Prihodnost Gorenjske je odvisna od naše sposobnosti povezovanja, od naše pripravljenosti, da presežemo meje, tiste na papirju in predvsem tiste v glavah. Poglejte, narava ne pozna, podnebne spremembe jih ne poznajo, poplave in suše ne vprašajo, v kateri občini so. In tudi razvoj, ta res ne sme poznati meja. Res je, da smo župani včasih na drugih, na nasprotnih bregovih, a ne zato, da se ne bi razumeli, pač pa zato, ker smo si pravzaprav zelo vsi podobni. Vsak od nas želi po najboljših močeh skrbeti za občanke in občane, ki jih vodi. In ravno to nas povezuje. Naše razlike so lahko naša moč, če znamo
seveda poslušati, sodelovati in se slišati. Naše meje so pravzaprav le v glavah, naših glavah. Iskreno in odkrito tudi našim občanom občinske meje velikokrat ne pomenijo čisto nič. Še več, upravičenih čisto nič ne briga. Zakaj je kolesarska steza narejena samo do sosednje občine? Uporabnik je jezen in razočaran, ker se je tam končala. Nobena steza med našimi občanami se ne sme končati na meji naše občine. In to stezo lahko razumete, kakorkoli želite. Zares kot kolesarsko stezo ali pa v prenesenem pomenu. Pa jo vzemimo kot stezo razvoja naše prelepe Gorenjske. Naj bo ta steza prijetna, ravno prav strma in naj nam nudi najlepše razglede. Drage sodelavke, dragi sodelavci BSC Kranj, iskrena hvala za 30 let neprecenljivega dela in vse dobro na tej ravno prav strmi poti naprej. Na poti, ki gre samo gor. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu. V nadaljevanju pa na oder vabim predstavnico Ministrstva za naravne vire in prostor, Lenčo Humerca Šolar. Prosim. Spoštovani predstavniki slavljenca, predstavniki oblasti z državne, lokalne ravni, predstavniki gospodarstva in drugi gostje. V imenu Ministrstva za naravne vire in prostor in še posebej Direktorata za prostor vam iskreno čestitam in bi se ob tej priložnosti želela zahvaliti za številna zelo uspešna sodelovanja na projektih, hkrati pa polagati upanje v še bolj intenzivno sodelovanje, predvsem pri umeščanju zahtevnih razvojnih projektov v prostor, kjer se pogosto zatakne. Z veseljem ugotavljamo, da smo prostorsko načrtovanje začeli tudi na tej ravni in upamo, da bomo skupaj z vami, predvsem župani in ob pomoči Regionalne razvojne agencije Kranj stezo, ki jo je omenjal gospod Rakovec, naredili čim bolj tekočo, s čim manj ovirami in prišli tudi pri skrbi za prostor in večjo kvaliteto bivanja do rešitev, ki nam bodo v veselje in pa ponos. Še enkrat iskrene čestitke, prijeten dogodek in lep dan želim. Hvala lepa. Agencija BSC danes praznuje 30 let, kar je ravno dovolj, da te podjetniki nekako opazijo, začnejo imati resno in še vedno premalo, da bi ministrstva razumela, kot smo že omenili, kaj točno počneš. Ampak je že počasi razumem. Če ne veste, kako do evropskih sredstev, pokličite BSC. Če že veste, pokličite vseeno. Oni vam bodo razložili, da ste naredili narobe. BSC je edina inštitucija na Gorenjskem, ki zna prevesti vizijo razvoja v jezik evropskih razpisov in to še preden župan reče, da bomo nekaj naredili, da bo subvencija. BSC je, lahko rečemo, posebna agencija. Vse dela za občine, podjetja in vse tiste, ki želijo evropski denar, a nimajo časa za dokumentacijo, razpise, dopolnitev in obrazec 7b. To je edina inštitucija, kjer župan iz Bohinja in podjetniki iz Jesenic mirno sedita v istem prostoru in ne razpravljata o tem, kje zares se začne Gorenjska. Ampak priznajmo si, če bi imel vsak župan svojo agencijo, bi imeli danes v tej dvorani 18 direktorjev in nobene obvoznice. Dobro, ne bomo rekli zdaj, da jih imamo toliko, ampak imamo pa BSC. Zato imamo vsaj projekte na papirju in kakšne celo na terenu.
In ravno zato je BSC, gospe in gospodje, tako pomemben, ker zna vse te karakterje spraviti za isto mizo in iz njih narediti projekt. Lahko jim zaploskamo. Agencijo vodi novi direktor, človek z izkušnjami, načrti in kar je pri delu z občinami še bolj pomembno, človek z jeklenimi živci. In naj poudarim, medtem ko se v Ribnici župani že fizično usklajujejo, glede projektov na Gorenjskem to rešujemo bolj umirjeno. Najprej se malo skregamo, potem pokličemo BSC in šele nato ugotovimo, da je rok za oddajo razpisa že potekel. Ampak vseeno, Kranjčani računajo, Jeseničani delajo, Blejci računajo dvojno, Bohinjci se pritožujejo in BSC vse to nekako poveže v skupno celoto. Zato, spoštovane in spoštovani, predajam besedo oziroma vabim na oder človeka, ki zna združiti športni duh, občinsko realnost in evropsko birokracijo. Prosim za velik aplavz za direktorja agencije BSC Jureta Megliča. Prosim. Spoštovani predsednik Sveta regije, gospod Matjaž Rakovec, spoštovani župani, spoštovani predstavniki ministrstev, cenjeni gosti, drage sodelavke in sodelavci. Veliko zadovoljstvo in čast in ponos mi je, da vas lahko danes tukaj v turistični prestolnici Gorenjske na Bledu pozdravim ob našem skupnem prazniku 30-letnici delovanja BSC-ja. Leta 1994 je bil sprejet zakon o ustanovitvi občin. S tem se je korenito spremenila ureditev dotedanje lokalne samouprave. Skupaj z novim zemljevidom občin so se začele porajati tudi nove ideje, kako povezati lokalne potrebe in razvojne izzive s strategijami države in jih pripraviti na prihajajoči vstop v Evropsko unijo. Takrat smo se zgledovali po evropskih praksah, a hkrati smo iskali nekaj svojega. Tako je nastala zamisel o ustanovitvi poslovno-podporne organizacije Business Support Center BSC. Ime je bilo angleško, a duša gorenjska. Če danes z nekaj distance pogledamo nazaj, si lahko kratico BSC razložimo tudi bolj po domače. Brihten, srčen, cenjen. To so lastnosti, ki že od vsega začetka zaznamujejo prave podjetnike, tudi našo ekipo. Družba BSC je bila v sodni register vpisana 6. aprila 1995. Z mešanico javnega in zasebnega kapitala, kar je bilo za tiste čase nekaj svežega, drznega, celo nepreizkušenega. Kot vse, kar je novo, je šla tudi ta ideja skozi porodna obdobja, razvojne dileme in včasih tudi notranje dvome. A vztrajala je in obstala. Danes je svet drugačen. Negotovo prihodnost ni več izjema, temveč nova norma. Globalizacija, ki je desetletja širila prostor priložnosti, se danes vse bolj omejuje znotraj starih in novih meja, realnih in miselnih. To neposredno vpliva tudi na našo gospodarsko konkurenčnost. Zato se moramo tudi na Gorenjskem znova postaviti na zemljevid kot regija z jasnimi cilji, pogumom in sodelovanjem. V ta namen smo opredelili 3 ključne strateške usmeritve. Prvič, gospodarski forum Gorenjske. Ustanovili bomo regijski forum, ki bo povezoval ključne akterje za razvoj Gorenjske, ne kot formalnost, ampak kot živ prostor izmenjave idej, potreb in rešitev. Drugič, regionalni prostorski plan. Začeli smo proces priprave regionalnega prostorskega dokumenta. Na tej poti računamo na partnerski odnos občin in agilen odziv države. Naš cilj je jasen, dolgoročna konkurenčnost regije, podprta z dobrim prostorskim načrtovanjem. Tretjič, nova finančna perspektiva EU in razvoj regije. Usmeritve Evropske komisije se spreminjajo. Večji poudarek bo na inovativnosti in razvoju, energetski neodvisnosti in krepitvi obrambne sposobnosti. Zato bomo pripravili nov razvojni program Gorenjske. Novi zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja bo prinesel spremembe, vključno s tistimi, ki zadevajo tudi našo lastniško strukturo.
Ta je bila ob ustanovitvi družbe pojmovana kot inovativna, danes pa žal ni zaželena. V svoji 30-letni zgodovini smo sodelovali pri več kot 300 razvojnih projektih v regiji. Krepili smo tudi mednarodno sodelovanje, čezmejno in transnacionalno, zato smo danes tudi v tujini prepoznani kot kredibilen partner. Pred 3 tedni pa smo kot prvi v Sloveniji sprejeli regijsko strategijo prilagajanja podnebnim spremembam. Zato gre prav posebna zahvala vsem vam, sodelavkam in sodelavcem, tako zdajšnjim kot nekdanjim. Zahvala tudi vsem županom gorenjskih občin, ki ste v vseh teh letih z nami ohranili zaupanje in dialog. Za dobro in plodno sodelovanje se zahvaljujemo tudi regionalnim agencijama Ragor in Sora, za zgledno dolgoletno sodelovanje pa tudi Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Ta skupni uspeh ni samoumeven, je rezultat dela, odnosa, potrpežljivosti in predvsem zavedanja, da je Gorenjska lahko še boljša, če stopimo skupaj. Naši cilji za naprej so jasni. Občinam želimo še naprej nuditi kakovostno razvojno in administrativno podporo, vladi in resornemu ministrstvu stati zanesljiv partner, gospodarstvu ponuditi vsebinsko moč in podporo za globalni uspeh. Skratka, želimo si tisto, kot je bilo zapisano že pred 20 leti. Gorenjska, gremo gor. Še vsaj nadaljnjih 30 let. Recept je pa preprost. Moramo biti še bolj brihten, moramo biti še bolj srčen, pol bomo tudi cenjen. BSC. Hvala lepa. Srečno. Dober večer, dober dan, ekipa, Jan Plestenjak tukaj. Kako smo? V redu. Hvala lepa gospodu Megliču. Še en aplavz za Megliča, prosim. Drugega najbolj cool Megliča v Sloveniji. Sorry, Tomi Meglič je še zmer na prvem mestu. Estrada mora skupaj držati, tako. So mi rekli, Plestenjak, a prideš na Bled na 30-letnico? Sem rekel, to je zame malo prestaro. Pa so rekli, ne, 30-letnica podjetja. Sem rekel, ne, to pa pridem. No in sem se zapeljal. Sem šel naprej do Bohinja, šel do jezera, pogledal gladino, noter videl sebe. Lepo je bilo, pa sem pogledal daljavo. Sem rekel, dajmo napisati en komad za to podjetje. Ona, 19 let v firmi, pa še zmerjo kličajo ta mala. Ob 3 zjutraj je v pisarni, ker pač s Heleno je ostala. No in pa sem šel naprej na Pokluko, se zagledal Vitko Smreko, pa me je šinil tale komad. Sanjal sem evropska sredstva, da jih bom z Bruslja dobil. BSC mi vse je uredil. Pa sem pa šel pa do Bleda, sem šel na pomol, pogledal daljavo, se zamislil pa naredil tale komad. Gremo! Zaploskate! Kran BSC, podeželje, gospodarstvo, razvoj regije. Kran BSC, prostor in okolje, skupnosti ljudje. Ko boš naredil, se boš veselil, a naredil vse je za tebe srce. Oni krivi so za subvencijo, ki dobili ste jo za svojo občino. Hotel sredstva dobiti, a zato moš biti zvit. To zna firma Leta, ki v Kranju svoj sedež ima. Roke!
Gram BSC za župane firme iz Gorenjske regije. Gram BSC seveda brez teh projektov delati se ne sme. Denar smo porabili, vse smo razložili, poročuja 3, skupaj 600 strani, če sami bi ostali, tega ne bi znal, da ne bo zmene spet, dajte rajšna je. Gram BSC za župane firme iz Gorenjske regije. Gram BSC seveda brez teh projektov delati se ne sme. Delati se ne sme. Hvala lepa! Dame in gospodje, dajmo še velik aplavz za Jana Plestenjaka. Dragica Ropret Žumer, domačinka iz Bohinjske Bele, je že vrsto let razpeta med Ljubljano in njeno rojstno vasjo, s katero ostaja ves čas povezana. Od očeta je podedovala ljubezen do kulture in kulturne dediščine, kar se odraža tudi v njenem delu. Kot velika ljubiteljica pripovedovanja se je pred leti navdušila tudi nad kamishibajem, japonskim načinom pripovedovanja zgodb ob slikah. Pred kratkim se je udeležila 2 pomembnih festivalov kamishibaja in na obeh odrih slavila. Predstavila se je z gorenjsko ljudsko pravljico Šuštar in smrt, ki jo je sama likovno upodobila in jo bo danes, gospe in gospodje, na domačem terenu in pa v domačem narečju predstavila tudi vam. Prosim. Gorenjska ljudska pravljica Šuštar in smrt. Enkrat je živel en Šuštar, v ženu se ni nič, skozi ga je pomal pil, pa zraven je prav na fardaman klev. Pa je prišel enkrat fajmašter do njega, pa mu je rekel, na vem, koga bo stojil dušo. V cerku nič nahodiš, spoved tudi nič, le koga bo s tabo. Šuštar ga je pa na strašen grdo pogledal, pa mu je rekel, gospod župnik, mislim, da sem dosti star, da prav dobro vem, kako je treba živeti. Cel življenje sem trdo deval, vse, kar imam, sem pošten zaslužil, šenkov ma nobeden nič ni. Zato me kar lepo čedrn pa gmah pstite s tole vašo cirkujo, pa s telem vašem komedijam. Fajmašter ga je sam debel gledal, pa si je mislil, tmole reveš, pa ni ubene pomoči več, pa je šel. Šuštar je pa naprej šival, pa pil, pa šival, pa pil. Če mu pa kaj ni šlo prav dobro v drog, je pa tudi kaj hudiče na pomoč klical. Pa so se enkrat upakle prav na njega spomnili. Po Šuštarjev treba, je rekel Lucifer, zdaj pa dosti zru. Ta drug hudič so se pa hitro oglasili, koliko tu misliš po Šuštarja, sami ne moramo iti po njega. Ta prvo morate smrt ponga, pa ga bomo pa že mi uhka dobili v svoje roke. Pa so se res zmenili, da je šla ta prv smrt po njega. Tisto ta skrhano koso je vrgla gor čez rame, pa jo je šla lepo čeden preče Šuštarjev hiš. Ki je pa do hiše prišla,
je pa na vrata potrkova. Kdo je? Se je oglasil Šuštar. Prid noter, da vidu, kdo si, pa koga hočeš od mene. Smrt je vrata odprla, pa je noter prišla. Šuštar, zdaj je pa konc teh tojah komedij, danes greš lepo čeden z mano, mu je kar naravnost povedova. Ki jo je pa Šuštar zagledal, se jo je pa pogotu strašil. Sveta Marija pomagalka, zdaj pa bo, zdaj imam pa trda prede, si je mislil. Zraven je pa že gruntal, kako se je ohka z nebu, pa je rekel, tele čevle morem še potemplat, pogrem pa ohka s tabo. Ja no, tkuj cajta te pa že ohka počakam, je rekla Smrt. Takrat se je pa Šuštarja posvetil, pa je rekel, ta cajt, ki jaz devam, pa ti zlez gor na mojo hruško, pa ma na nepar prav lepih hrušk prnes, da se jih bom ohka najedel, preden bom šel na tako dolgo pot. Ta hruška je imela pa tako moč, da če je kdo gor zlezu, pa je dol ni več mogel, če Šuštar ni tako ukazal. No, Smrt je res zlezla gor na hruško, a ne pa prav lepa hruško trgova, ki jih je pa imela, pa dol ni več mogla. Vsa scaga naj prosiva Šuštarja, naj jo dol spasti, vse sorte reči mu ju obljubljava, tudi to, da po njega ankol več na uhudiva. Ja, Šuštar je pa rekel, prav, ampak a ne par dni, pa le še gor na hruško stan, da zbuš zapomenva, kdaj spoma ne hudiva. Šuštar je poj naprej šival, pa žvižgal, šival, pa žvižgal. Smrt je pa še 2 dni gor na hrušk čpeva. Ta cajt na svet ni uben umrl. Sej pa Šuštar je vse vkup le preveč naumen zdel, joj pa spustil. Kjeva pa Smrtenka rešena, sej pa zakleva, da po njega pa za živo glavo ankol več na uhudiva. In tako je tudi bo. Šuštar je naprej šival, pa se staral. Šival, pa se staral. Pa je bil pa že tako star, da je grozen svap videl. Zato, ker je tako svap videl, je pa tudi težk deval. Takrat pa že tudi ko je rad umrl, ampak ni mogel, zato ker se je Smrt zakleva, da po njega ankol več na upršva. Prav malo ga je že skrbel, koga v naredu, če ne bo mogel umret. Glih to je gruntal, pa je zaslišal, da den na oken trka. Šuštar, odpri! Kdo spa ti? Ga je prašal Šuštar. To je parjatu sem, je rekel Gun. Zaraven se je pa tako zasmejal, kakor da ben kozu zameketal. Šuštarja je kar mrzu pot oblil, ampak mu je vse glih odprl. Noter je pa stopil an mlad človek, v jagersk gvant oblečen, pa mu je rekel, Šuštar, sem slišal, da se naveličal živeti, če hočeš, greš ohka z mano. Šuštar ga pa gleda, pa se mu je vse vkup mal čuden zdel. Je videl, da sun krempelnov na rokah ni mogel dobro skrit, pa si je mislil, če to ni sam hudič, z njim pa tudi ne bom šel. Pa se je pa spomnil, da ima doma še malo žegnane vode, hitar jo je vzel, pa ga je poškropil z njo. Takrat je pa tako vsekal, da je Gunga kar vrata zabrisal. Še preden je Šuštar se prišel, hudiča že ni bo anker več. Takrat je bil šele čist prepričan, da je samega hudiča ven z bajte spravil. Pa je pa začel gruntat, če se ne bi kaj sam na Gun svet podal. Popokal je svoje reči, pa jo je šel lepo čeden preče nebesam.
Svet Peter ga je pa že oddaleč zagledal, pa si je mislil, če to ni ti Šuštar, k hudičam noče imeti nobenega opravka, smrtjo pa tudi ne, zat ga pa tudi v nebesah nav prestora, bumf, pa je zaluputno nebeške vrata. Ki je Šuštar enkrat v zmatran pršel kaj do vrat, je bo pa vse zaprt pa zapahnen. Mal je porukal, pa je pa zaupil, odprite no, a nadušaj tle. Svet Peter je pa stransko linco odprl, ven pogledal, pa mu rekel, v nebesah ni prestora zate, kar pred se sprav. Koga je votel Šuštar? Ancajt je še stavil mal tam pred vratom, ki je pa videl, da s te moke na bo kruha, jo je pa šel lepo čeden preče pekla. Tudi hudico ga že vdaleč zagledal, rekel Aden od ta kremplastah, če to ni ti Šuštar, ki je smrti mu gor na hrušk, ga pa tudi upaku nočmo. Hitr so vse hudiče v kap sklicali, da so jim pomagali vrata upaku držati. Toko so jih tišali, da so jim kar krempelna skozi vrata pogledali. Ki je Šuštar enkrat v zmatran pršel, kaj do vrat, je pa videl, kako jih hudič tišejo. Hitr je vzel en velik kamen, pa jim je vse krempelne nazaj zakrivil, tako da jih sploh niso mogli več spastiti. Adijo, zalega peklenska, je rekel, pa je šel. Pa je pa zagledal pohnovuno. Tako lepo se ji svetiva, da je šel kar proti njej. Ki je mal bolj bliz pršel, se mu je pa zazdel, da na lunže anga vid. Še mal bolj natančen je pogledal, je pa videl, da je to kovač. Tako je bil že zmatran, da ga je kar prašal, če ga vse pozame. Kovač je bil pa kar kaj za to, pa mu je rekel, ja no prav, te bom pa vzel, samo če nam boš dober meh gonil. No, in tako še danes kujeta Šuštar pa Kovač gor na lun. In če pa prav dober pogledate, jahuhka vidite, kako fleten zdeta gor na ne in verjeten se prav dober zastopta. Dame in gospodje, na vrsti je oddaja Marcel. Na oder prihaja najhitrejše govoreči in najbolj raziskovalen novinar pri nas, Marcel Štefančič Junior, ki bo ob 30-letnici BSC-ja z direktorico financ Lidijo Kovač razkril podrobnosti, ki jih o agenciji zagotovo še niste slišali. Dame in gospodje, spoštovana predsednica, gospoda Čkofa, spoštovani vseh 18 županov Gorenjske regije. Zdaj v kapitalizmu, kjer šteje dobiček, hitrost, brutalna konkurenčnost, obstaja podjetje, ki pomaga lokalnim skupnostim do evropskega denarja. Zdaj v Ameriki bi rekel, what's the catch, ne, pri nas pa rečemo, kva sploh dejansko delajo. Ok, zdaj, nekje med občinskimi sejami pa Excel tabelami se zgodi čudež, ne. Morda je to pravi čar slovenskega kapitalizma, vsi bi radi evropski denar, čeprav pa ne bi radi brali razpise oziroma razpisne dokumentacije. Ne. Vse to in še več mi bo pojasnila Lidija Kovač, direktorica financ in pa v preteklosti dvakrat vršilka dolžnosti direktorja, kar je že samo po sebi zanimiv položaj. Lidija, živo, čau.
Hvala za vabilo. Okay, zdaj, prvo vprašanje, no, dosti časa, gremo na hitro. Zdaj, pojmo se vrniti v zgodovino, Lidija. Ne? Zdaj, dejansko prvi razpis na svetu, a je to, dejansko sem malo pogledal, a je prvi razpis na svetu jamska poslikava v jami v Španiji El Castillo. A je to dejansko prvi razpis? Res je. Je prvi razpis? Res je. Ok, ampak kako jamo spraviti v Bruselj? Ne? Ker Bruselj ni jama, Bruselj je vreča brez dna. Res je. Okay, ampak a je prvi razpis 10 božjih zapovedi, a so to bili prvi razpisni kriteriji, ker jim je seveda ustrezal samo Bog? Prvi razpis so zagotovo bili Brižinski spomeniki. A Brižinski spomeniki, ok, v Sloveniji prvi, ok, zanimivo. No, pa kako dela vaše podjetje? Okay. Če pogledamo v zgodovino agencije, čisto v začetku BSC-ja, je bil na voljo samo en program FARE. Lahko si prijavil storitve, opremo ali pa gradbena dela, tako smo dobili svoje prostore in zato smo delali samo 3. Zdaj se lahko prijavimo na več kot 20 programov in zato nas je zaposlenih več kot 20. Če se navežem, začeli ste 3, ne? Zdaj vas je 27, se pravi v 30 letih je 0,8 človeka na leto. Ne, če ni vsako leto eno. Mi je jasno, se strinjamo, ampak pazite, če rečemo, da predstavlja hrbtenica recimo 20 poslov človeka, a to pomeni, da vi zaposlite vsako leto enega delavca brez hrbtenice? Ne vsako leto. Zakaj niste potem zaposlili Boruta Pahorja? Ok, gremo drugače. Zdaj, kaj mora danes vsebovati projekt, da prepriča? Zeleno, digitalno, vključujoče. Zdaj, kako trajnost dejansko prevedeš v nekaj, kar ni samo izgovor, da na novo prepleskano občinsko garažo dejansko umestimo na ta razpis. Kaj je point, ne? Vedno uporabljate poseben slovar. Težava ni v tem, kaj mora vsebovati, ker ni problema, karkoli vsebuje, to spišemo. Krožno gospodarstvo damo na papir, tam nekaj manjka, tam vzamemo, drugje pripišemo. Težava je v tem, ker občine in župani potrebujejo druge stvari, potrebujejo kanalizacije, vodovode in... Ampak, če se strinjamo, v bistvu, če pogledamo v Sloveniji, se nobena politična ali pa poslovna odločitev ne sprejme brez stricev iz ozadja. Kaj pa razpisi? V Sloveniji smo. A pa razpisi, obstajajo razpisi iz ozadja? Kako vplivajo razpisi iz ozadja na razpisi iz ospredja? A imamo prvorazredne pa drugorazredne razpise? Sloveniji smo. Pri nas se ve, da gre večina poslov tako ali drugače pod mizo. Ne, to je jasno. Ampak zdaj, kako spravite pod mizo vso dokumentacijo? Ne? Vi pravite, da naredite 300 strani, pa dobite sredstva, pa pol še 600 strani, da upravičite, kako se porablja teh 20.000 evrov. Ampak a imate res dovolj visoke mize? A sedite na barskih stolih? Evropska kuhinja ni dosti drugačna od slovenske. Prijavimo, ne vem, veliko projektov, ampak samo 20% jih dobimo. In tako pridemo, na vsakem programu prijavimo 30 projektov in v 30 letih je to veliko vsega skupaj. Se strinjamo v bistvu, ne? Ampak kako vi gledate na župansko diplomacijo? A je bolj to, bom rekel, socialna koreografija za medobčinske govore? A obstaja resna strategija, ki presega vsakoletno menjavo fasade na občinski stavbi? Na koncu je vedno tako, kot se župani odločajo, razen če jih kakšna sodelavka uspe prepričati drugače. To verjamem, en aplauz za sodelavke, dajmo, prosim. Zdaj, če za konc, vi rihtate denar za druge. Zdaj, kaj bi bil pa en projekt, ki bi bil pa samo za vas? Ker je zanimivo, da se financirate sami, ne? Zakaj se ne financirate preko razpisov? Če to znate. Projekt za nas bi bil, kako zadeti na loteriji, v smislu prijaviti samo en projekt in dobiti ga. Tukaj se strinjam, ampak gremo še na zelo perečo temo in pa aktualno temo, umetna inteligenca danes počne vse, zakaj ne počne razpisov? A je težava, da je materija prezahtevna za umetno inteligenco? Ja, projekti so največkrat prezahtevni za umetno inteligenco, ker pri razpisu in projektih ne rabiš biti samo racionalen, ampak občasno predvsem spiritualen. Ker ko se vse na koncu poklopi, rečemo temu, kdo je tudi čudež. Zadnje čase govorimo, na koncu, ker nam zmanjka časa, govorimo o spletnem nasilju, kaj pa razpisno nasilje? A je to, da moraš prebrati 600 strani dokumentacije o razpisno nasilje? Jaz bi izpostavila predvsem... A je dejansko škatla z dokumenti na nek način orožje? A lahko narediš nek kibernetski, ampak razpisni napad?
Jaz bi predvsem izpostavila poročevalsko nasilje, ker prijaviš projekt, dobiš projekt, izvajaš projekt, ampak potem poročaš o projektu in tam poročaš, kje si bil, s kom si bil, kaj si rekel, kaj on rekel, moraš vse zapisati. Tako da danes imamo predstavnike ministrstva, tudi to mogoče oni tudi kaj zapišejo, pa potem bo malo lažje za nas. Ok, čisto za konec, kratko, imamo še 3 sekunde. Če bi John Lennon danes še živel, bi verjetno pel komad Give Razpis a Chance. Je res? Pri našem delu ni dovolj, da si samo pismen, ampak moraš največkrat biti razpismen. Hvala lepa za vsa ta pojasnila, hvala lepa Lidija, hvala tudi vam. Zdaj vemo, mi idemo se zopet na 10 tednih Business Justice kanalu. Živijo, hvala lepa. Hvala. V nadaljevanju pa, spoštovana predsednica gospoda Škof, agencija BSC je javna agencija, ki je pustila močan pečat in si ustvarila velik renome v vseh državah tega sveta. To je dejansko agencija, o kateri govori kar nekaj velikih svetovnih voditeljev. To je agencija, ki je priljubljena tako med športniki, šampioni, kot pa med estradniki. To je agencija, ki je sinonim za strokovnost, kvaliteto, predanost in pa popolnost. Dame in gospodje, dovolite, da si v nadaljevanju pogledamo izjave vseh svetovnih voditeljev, zvezdnikov in pa vrhunskih športnikov, kaj si mislijo o agenciji BSC, njihovih zaposlenih in poslovnih partnerjih. Prosim. Takole bom povedal. Razpis first and only razpis first. Zdaj, ko smo se z Ilanom skregala, bom rabo dobiti denar drugje. Pa mi je Melania rekla, da je poklič BSC Kranj, ker oni ti ga zrihtajo točen tok, kakor ga rabiš. In takih majstrov za razpise v USA ni. Jih ni. BSC! Jo napodkivano kiškom halaš. Kot veste, se mi Mađari ne razumemo dobro z Brusljem, zato bi jaz, Viktor, pozval agencijo BSC, da nam pomaga pri gradnji mostov med Budimpešto in Brusljem, vmes sicer ni reke, a za evropsko birokracijo. To ne bi smel biti problem. Tako kot Orban nima konkurence na Mađarskem. Tako agencija BSC nima konkurence pri pridobivanju evropskih sredstev v evrih ali forintih. Ljudska republika Koreja pozdravlja BSC Kranj in jim po jubileju želi, da bi poleteli visoko kot naša jedrska raketa in pluli pogumno kot naša moderna mornarica. Naj se birokrati trescejo pred vami, kot se svet trese pred našim voditeljem Kim Jong-unom. People always ask me, what is the secret of my success? Where did I get the inspiration for Conan the Barbarian and the Terminator? Where did you get the money for the best Hollywood movies? And I tell them, if you need money for your project, you should go to BSC Kranj. You should know that already. Yeah. Thank you, and remember, the BSC employees are the best in the world. As a sign of gratitude, I will shoot a new movie for you, and it's not going to be called The Terminator, but BSC Miniatur. Thank you very much again, and I'll be back. Bistvo uspešne občine je poznal že René Descartes, ki je rekel, cogito ergo sum, mislim, torej sem. In tukaj z občinami najbolje sodeluje podjetje BSC, ker boljših ni, enostavno jih ni. In kot filozofa me nobena druga stvar na svetu ne prevzame tako kot delo. Cele ure lahko sedim in ga opazujem. Čisto nasprotje pa so zaposleni na agenciji BSC. Oni priskrbijo sredstva za gradnjo mostov čez reko, hkrati pa svojo odlično komunikacijo gradijo tudi mostove čez občinsko birokracijo, ker ko imaš pred sabo BSC, se usedi v kot in jim reči hvala.
I'm coordinating with the mayors of all 18 municipalities to launch Moto Gorenska. We would have 3 disciplines, slalom between tourists on the Gorenska highway, so a jump over a construction zone and speed standing in the emergency lane. We couldn't have done it without BSC, so all the best for your 30th anniversary. You are the really world champion. I really love you. Spoštovani, kot bivši predsednik in kot najbolj pridna čebela med influencerji bi čestital vsem zaposlenim v agenciji BSC za 30 let. 30 let odgovornega dela in vi ste tisti, ki skrbite, da se Slovenija in Gorenjska razvijata. Razvijata s tako veliko hitrostjo, kot jaz pretečem maraton. Za vaš trud bi vas odlikoval z jabolkom navdiha, a žal tega ne morem narediti, zato bom vsem stisnil en velik like na Instagramu, seveda. Bi pa poudaril, da kot bivši predsednik iščem novo službo, tako da bi prosil, če me zaposlite, v vaši agenciji bom vesel, ker saj veste, kako pravijo, če Borut Pahor sodeluje pri razpisu, ta ni le dober, ampak predvsem lepši. Tako, gospe in gospodje, to so bila voščila velikih svetovnih voditeljev, vrhunskih športnikov in estradnikov. Naj povem, da sem vse zelo težko dobil. Edino Trump se je javil prostovoljno. Začetek delovanja odrasle folklorne skupine segajo v leto 1981, ko je pod strokovnim vodstvom Tončke Maroltove skupina naredila prve korake. V vseh letih delovanja skupina obuja in ohranjuje ljudsko pesem in ples, ter že pozabljene ljudske običaje gorenjskega kota, predvsem Bleda in okoliških vasi. Gočevski sestav Šuštarji pa poleg spremljave folklorne skupine deluje tudi samostojno in v lanskem letu so bili na državni reviji poustvarjalcev glasbenega izročila izbrani kot najboljša inštrumentalna zasedba. Poglejmo, kaj so nam pripravili danes.
Ob obeležitvi 30-letnice želimo v agenciji BSC izpostaviti tiste, s katerimi že 3 desetletja soustvarjamo razvojne zgodbe Gorenjske. Z velikim ponosom in iskreno hvaležnostjo bomo danes podelili zahvale županom Gorenjske regije, ki z nami neprekinjeno in uspešno sodelujejo že več kot 30 let. Vaša predanost, odprtost za sodelovanje in vizija lokalnega razvoja so neprecenljiv del uspeha, ki ga BSC danes predstavlja kot vezni člen med lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in evropskimi razvojnimi usmeritvami. Hvala vam, spoštovani župani, za vaše zaupanje. Na oder še enkrat ljudno vabim gospoda direktorja, gospod Jure Meglič, prosim, da se mi pridružite in da skupaj podelimo zahvale vsem županom, ki so danes z nami. Najprej, gospe in gospodje, na oder vabim župana mestne občine Bled, gospod Anton Mežan, prosim. Ali mestna občina? Se opravičujem. Napovedal sem prihodnost. Hvala lepa, gospodu županu. Vabim vas, da kar počakajte tukaj na odru, da na koncu naredimo še fotografijo. Gospe in gospodje, v nadaljevanju vabim na oder župana občine Bohinj, gospod Jože Sodja, prosim. Na oder prav tako vabim župana občine Cerklje na Gorenjskem, gospod Franc Čebulj, prosim. Na oder vabim podžupana občine Gorenja vas - Poljane, gospod Anton Debeljak, pridite v našo družbo. Zahvala tudi županu Petru Torkarju iz občine Gorje. Zahvala tudi županu občine Jesenice, gospod Peter Bohinc, oziroma Bohinec, prosim. Zahvala gre tudi županu Andreju Karničarju iz občine Jezersko. Zahvala tudi županu mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec, prosim. Zahvala tudi županu Naklega, gospe in gospodje, gospod Ivan Meglič, je nocoj z nami, oziroma danes je. Prosim? Tomi Meglič. Od Sidarte, vi ste tretji, ja. Prosim, pojte v vrsto. En aplavz še, dame gospodje, za gospoda tretjega Megliča. Zahvala gre tudi županu Radovljice, gospod Ciril Globočnik, pridite v našo družbo. Z nami je tudi podžupan občine Šenčur, gospod Aleš Perič Močnik. Robert Strah, podžupan občine Škofja Loka, tudi vam se bomo zahvalili. Prosimo vas, da se nam pridružite na odru. Na oder
vabimo tudi župana Tršiča, gospod Peter Miklič, pridite v našo družbo. Je kaj še predstavnik iz občine Železniki danes z nami? Ne, ampak vseeno jim lahko zaploskamo, gospe in gospodje. Na oder pa kot zadnjega prisotnega vabimo župana občine Žirovnica, gospod Leopold Pogačar, pridite v našo družbo. Tako, spoštovani župani, še enkrat iskrena hvala, dajmo obeležiti ta slavnostni trenutek s fotografijo, tako da vas prosim, mogoče, kar gospod fotograf, dajte navodila, mečken skupaj, a ne? Prosim vas, če se mečken še... Manjkate še agenci pa ministrstvo, pa Kranjska Gora. Ja, ampak najprej samo fotografijo, potem pa še nadaljujemo. Ja. Ok. Hvala lepa, gospodje župani, za trenutek vas prosim, da še počakate na odru, ker podelili bomo še nekaj zahval. In sicer na oder vabim direktorja razvojne agencije SORA iz Škofje Loke, gospod Klemen Srna, prosimo vas, da se nam pridružite in da tudi vam podelimo nagrado. Na oder vabimo tudi direktorico razvojne agencije Ragor iz Jesenic, gospa Eva Štraus-Podlogar. Pozdravljeni. V našo družbo pa vabim tudi predstavnika Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, gospod Marko Drofenik. Prosim, da se nam še enkrat pridružite na odru. Tako, zdaj pa vas še enkrat ponovno vabim, da naredimo še eno skupno fotografijo, gospe in gospodje. Mečken vas prosim, če greste skupaj tako. Hvala lepa vsem, mi pa jim lahko še enkrat zaploskamo za vso dolgoletno sodelovanje z vsemi občinami in ostalimi inštitucijami, dame in gospodje. Tako, gospe in gospodje, spoštovane in spoštovani, prišli smo do konca uradnega dela današnjega praznovanja. Vljudno vas vabim seveda na pogostitev v Predvirje. Za vse predstavnike medijev naj povem, da bomo tukaj imeli na voljo, oziroma boste imeli na voljo, da damo še, oziroma dajo izjave župani in ostali zaposleni v podjetju. Za konec pa, gospe in gospodje, iskrena hvala za vašo pozornost, hvala lepa, da ste nas sprejeli. Z nami so bili band Trio Mare. In dovolite, da še enkrat, oziroma za konec izvedemo še eno čestitko. Za trenutek naj odloži delo in prisluhne glasbeni čestitki Regionalna razvojna agencija BSC Kranj. Vse najboljše in Vili Resnik. Težko se ti zdi in čudni so zelo kriteriji, ne najdeš pravih besed in zmeden si.
napišeš ful poročil, nikjer ne najdeš podatkov, a vendar veš, da Evropa sredstva ima. Ko rabiš denar, pokliči nas, vemo, kaj delamo, šparamo vam denar in čas. Ko rabiš denar, pokliči nas, spišemo 300 strani, birokracija živi. 20.000 evrov leži, kako legalno se jih dobi. Ekipa BSC Kranj ti to uredi. Ko rabiš denar, pokliči nas, vemo, kaj delamo, šparamo vam denar in čas. Ko rabiš nas, pokliči nas, spišemo 300 strani, birokracija naj živi. Hvala lepa, dame in gospodje, na oder prihaja Pero Lovšin. Evo roke vler, evo ljubice. Okoli denarja ne se sekira, se leži pod lek. Sam moraš ga znati pobirati, če legalno pol to ni gre. Evropa ti ga šenka, sam je kar problem, ker je ful papirjev in ker neki delaste. Gremo! Moja mama ima firmo, fotar je župan, delala bi projekte in naredila sta plan. Rabta agencijo, to Sloveniji me je poznan, majstri za birokracijo, to je BSC Kranj. Gremo! Moja mama ima sredstva, fotar je dobil denar, hodi se po Gorenjski, kad največji je car. Ampak mi vsi vemo, kdo legenda je kle. To je strokovna ekipa, ki BSC kliče se. Gremo! BSC, BSC, gremo! BSC, poglej poročilo, poglej v oči, vidim, da vse izpolnjeno ni. Če to pošleš v Bruselj gor, ti bojo rekel, da si čist nor. Poglej okoli sebe, poglej te ljudi, vejo, kater se papir predloži. Zdaj rajš poklič BSC Kranj, ki letos praznuje rojstni dan. Če so vse najboljše za te. Gremo vsi! Vse najboljše BSC. Vse najboljše za te. BSC, gremo!
pa pit, ajde,